V studiu smo gostili predsednika nogometnega kluba Radomlje Matjaža Marinška, ki je z delom v zadnjih 10 letih klub dvignil v najboljše obdobje v njihovi 45-letni zgodovini. Tokrat si bomo ogledali vrhunce tekem po zadetkih najbolj plodovitega kroga druge slovenske nogometne lige. V 27. krogu je na 8 tekmah padlo kar 32 golov. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Bravo nogomet. Danes bomo pretežno govorili o klubu, ki je še lani nastopal v prvi slovenski nogometni ligi, letos pa je v drugoligaški druščini. Gre za nogometni klub Radomlje in v veselje mi je, da lahko danes v našem studiu gostim njihovega, sedaj lahko že rečem, dolgoletnega predsednika, gospoda Matjaža Marinška. Pozdravljeni. Dober dan. Za začetek me zanima, kako se počutite kot predsednik nogometnega kluba Radomlje po uspešno izvedenem turnirju Cordial Cup. Vsi tisti, ki ne poznajo, gre za pokal oziroma turnir, mednarodni turnir mlajših selekcij. Ja, moram reči, da dobro, da sem ponosen, da v Radomljah že 9. leto zapored peljemo to zadevo. To je dejansko največji turnir, 40 ekip prvi dan, 32 ekip drugi dan, velik organizacijski zalogaj in potem je tudi zadovoljstvo toliko večje, ko zadeva uspe. Hvala Bogu, imeli smo lepo vreme in dogodek je bil res lep, dober za slovenski in tudi širši nogomet. Gre za kvalifikacijski turnir, za zaključni turnir, ki je na koncu v Kitzbühelu v Avstriji, kjer nastopa tudi veliko priznanih evropskih nogometnih sredin. Kako privabite na tem turnirju v Radomljah nogometne ekipe, slovenske nogometne ekipe? Verjetno ni težko, glede na to, da je končna nagrada zelo mamljiva. Ja, to je prednost Cordial Cup turnirja. Cordial Cup je evropsko med največjimi turnirji za mlade nogometaše. Igra se 35 kvalifikacijskih turnirjev po celi Evropi. Nogometni klub Radomlje ima licenco za Slovenijo in vse države bivše Jugoslavije, tako da nimamo težav. Nam se prijave nekje začnejo polniti januarja, februarja in mi vsako leto napolnimo tisto maksimalno število sodelujočih klubov. Nagrada je res mamljiva, kajti ta turnir v Kitzbühelu je en vrhunski dogodek, vedno organizator povabi nekje 10 najboljših svetovnih ekip, tam igra Barcelona, igra Manchester, igra Arsenal, igra Bayern München, in seveda za vse druge mlade fante je izziv igrati proti tem najboljšim. Zato nimamo težav z prijavami in vedno napolnimo naš turnir. Na vaši spletni strani je moč prebrati, da je vaša glavna filozofija delo z mladimi in vzgajanje domačih fantov in priprava naprej na članski nogomet. Se je v vašem 11-letnem predsednikovanju to kaj spremenilo ali še vedno držite to filozofijo? Še vedno držimo to filozofijo, seveda pa se moramo zavedati, da smo relativno majhna sredina in da enostavno moramo pritegniti fante iz širše okolice, ker drugače lahko igraš do nekega nivoja, zelo težko si pa konkurenčen tem najboljšim slovenskim klubom v prvi ligi. Naši kadeti mladinci zdaj igrajo prvo ligo in seveda samo s domačimi ne gre. Ti moraš pritegniti nekaj kvalitetnih igralcev, da imaš potem konkurenčno ekipo. Sigurno pa fokus ostaja, mi želimo delati, to je naše poslanstvo, da vzgajamo te mlade fante in da pomagamo v teh časih staršem, da recimo je vzgoja in športna vzgoja otrok nekoliko lažja. Verjetno pa je potem za vsako selekcijo više, torej kadeti, mladinci, tudi člani, je glede na kvaliteto nasprotnikov verjetno težje igrati samo z mladimi doma vzgojenimi fanti. Absolutno. Mi smo to dvakrat poskusili tudi v prvi ligi. V glavnem smo šli s svojimi fanti
Seveda, ne, do določenega nivoja ti lahko tekmuješ in si lahko konkurenčen. Ko pa greš stopnico više, je pa to zelo težko. In umetnost je takrat pripeljati karakterno prave fante, dovolj kvalitetne, da se vklopijo v to sredino in da ekipa v celoti zraste. Ne. In to je po meni glavni izziv. No, sedaj pa si poglejmo prispevek o nogometnem klubu Radomlje, kako imajo urejeno z infrastrukturo in kako razvijajo svoj mladinski program. Nogometni klub Radomlje je bil ustanovljen leta 1972, še posebej v obdobju zadnjih 10 let pa je ubral edinstveno pot po načelu, najprej Štalca, pol pa Kravca. Gre za enega redkih klubov v Sloveniji, ki ima infrastrukturo v svoji lasti. Ja, poglejte, tale naš cvet v bistvu igrišč oziroma radomljska infrastruktura nogometnega kluba Radomlje, mislim, da je ena izmed bistvenih oziroma pogojev, ki jih nogometna šola potrebuje za dobro delo in za razvoj. In tukaj imamo v bistvu res pogoje izredne, tako da se lahko zahvaljujemo samo našim sponzorjem in pa predsedniku, ki dajo toliko energije in toliko moči v ta športni park, ki je v bistvu, upam, da ga nadgradimo mi z našim delom. Ja, jaz mislim, da so pogoji ključnega pomena. Brez igrišč, kakor to klepa, se ne da igrati nogometa in infrastruktura in pripomočki, teren, vse to je nekaj, kar nogometaš potrebuje, da se lahko razvije v dobrega nogometaša. Poleg urejene infrastrukture se NK Radomlje naslanja predvsem na dobro nogometno šolo in doma vzgojene nogometaše. Generalna filozofija je predvsem ustvariti lasten kader za člansko ekipo. Ne pa samo lasten kader za člansko ekipo, ampak tudi, da naučimo otroke igrati nogomet, igrati ga z veseljem in pa z enim občutkom fair play. Mislim, da se tole zapostavlja v teh časih, da se ta fair play zapostavlja in da znajo biti pač igralci tako, kot se spodobi, to se pravi, kot pridejo na igrišče, odigrajo in tudi, ko grejo dol z igrišča, ne glede na to, kakšen je rezultat. Dobro delo v mlajših selekcijah se počasi odraža tudi v članski ekipi. Ta je v letošnji sezoni po vrnitvi iz prve slovenske nogometne lige ponudila veliko priložnosti mladim nogometašem. Mislim, da sem izuzetno zadovoljan. Osvojili smo 50 piki, mislim, da smo najviše mladih igrača stavili u igru. Igrali smo prepoznatljiv stil igre, 2-3 sistema igre, taktički vrlo zrelo. Ono što me radi je što smo najviše sretni, ponosni, što su naši mladinci iz našeg omladinskog pogona dobili jako puno prilike i sa tim mladim igračima uz nekoliko iskusnijih igraoca smo napravili zaista fenomenalne rezultate. To je 50 osvojenih bodova, a mislim prije svega igra na terenu. Igra na terenu koja pokaziva i mnogo više o nama. Na zelo majhnem teritoriju sta poleg Radomelj uspešna še dva kluba, NK Domžale in NK Dob, a tudi zato so rumeno-črni našli rešitev. V 8 leti je bilo tukaj 80 otrok pa 5 kategorij oziroma 5 ekip. Zdaj jih je pa 200 otrok pa 10 ekip in še se razvijamo, to se pravi sodelujemo in z našim klubom v bistvu Virtus, nogometni klub Kamnik Virtus in pa s Komendo, tako da nekako sodelujemo in s tem v bistvu tudi izboljšujemo kadrovske pogoje. Mi smo se opredijelili za jedan projekt koji traje 3 godine i mi smo rekli ok, do prvih 5 mjesta tu nam je mjesto, zbog renomea kluba i ovo što imamo, jako teško je, odnosno sadašnja ova druga liga koja je izuzetno jaka, sa Murnom, Zdravom, s Naftom, s Taborom, Krkom, Bravom, jako teško je sa svojim fantom napraviti taj sada iskorak. Prije se to moglo, sada je to izuzetno teško. Ali svakako da mislim da je budućnost slovenskog nogometa, ne samo slovenskog, balkanskog fudbala koji nema puno para, novaca, da pravite sopstvene igrače, dajete sopstvenim igračima priliku da im date pravi trenažni proces i da ih uvedete polako u članski fudbal. Druga liga je idealna za to. Poleg razvoja svojih nogometašev v Radomljah veliko pozornosti namenijo prostovoljstvu, saj se zavedajo, da bi brez predanih staršev zelo težko izpeljali veliko klubskih projektov. Gospod Marinšek, nazadnje sva govorila o članski ekipi, pa me zanima,
kje so tiste glavne razlike med prvo slovensko nogometno ligo in drugo, kjer sedaj nastopa vaš klub? Ja, mi smo, moram reči, da dvakrat poskusili to prvo ligo. Dejstvo je, da gre to za višji nivo. Gre za v prvi ligi zelo profesionalen odnos in enostavno moraš imeti igralce, ki so na določeni kvalitetni ravni, drugače si težko konkurenčen. Seveda za igranje v prvi ligi so potrebna drugačna sredstva. Mi smo dvakrat igrali za sredstvi povprečnega drugoligaša in seveda nismo bili konkurenčni. Dejstvo je, da je ta preskok zelo hud in tukaj apeliram na nogometno zvezo, na ministrstvo, na ne vem koga še lahko, da je treba klubom, ki pridejo z nižjega ranga v najvišji rang tekmovanja, nekako pomagati, ker tisti začetni udarec, ko ti enostavno moraš okrepiti ekipo, ko moraš narediti zdravniške preglede, ko moraš prestopiti na drugačen nivo delovanja, to je težko. In za slovenski nogomet je nujno potrebno, da klubi, ki prihajajo, lahko igrajo konkurenčno v prvi ligi. Je tisti največji strošek, ko govoriva o razliki med prvo in drugo ligo, igralski kader? Igralski kadar in kompletna organizacija in strokovni štab je treba ukrepiti in organizacijsko potrebuješ več, predvsem pa igralci. Ti rabiš saj nekaj izkušenih igralcev, ki so že igrali prvo ligo, drugače tudi mladi fantje ne morejo dati od sebe. Imate kot predsednik nogometnega kluba precej izkušenj, že več kot 10 let ste predsednik nogometnega kluba. Pa me zanima, kako vi vidite razvoj mladih nogometašov in predvsem prodajo. Ali lahko klub z prodajo talentov, ki grejo v višjo ligo ali v kakšno boljšo sredino, lahko dostojno živi oziroma lahko računa samo na to? Mislim, da nekaj klubov to dokazuje. Dober primer so Domžale. Absolutno pa kdaj se prevečkrat dogaja, da mi nimamo potrpljenja in da želimo prehitro. Te mlade fante, ki sicer imajo potencial kar v enem letu pripraviti, da so sposobni igrati na višjem nivoju, torej tudi za prodajo. Verjamem, da se to da in verjamem, da je to na dolgi rok praktično edina pot malega kluba, da preživi in da na trgu obstane. Tako da to bomo tudi mi poskušali delati. Zaenkrat nam še ni kaj dosti uspelo, verjamem pa, da s pravim delom lahko tudi tukaj naredimo napredek. No, sedaj pa si pogledajmo prvi del vrhuncev 26. kroga druge slovenske nogometne lige. Bilo je nekaj zanimivih tekem.
Na vašem prostoru, to se pravi v občini Domžale, sta dva drugoligaša in če štejemo in če gledamo lansko sezono, sta bila lani dva prvoligaša, torej trije klubi, Domžale, Dob in Dvi, na zelo, zelo majhnem prostoru. Se vam zdi, da ste si kdaj, naprimer z Dobom, ko ste več let v isti ligi, kdaj na poti? Ja, gledajte, seveda smo vsi kdaj na poti, ne, ampak je pa zelo prijetno doživeti naš derbi, vas klasiko se mu reče. Dejstvo je, da smo trije klubi, ki precej resno delamo na zračni razdalji 3-4 km, ne, da je mogoče populacija tega okrožja 10-12 tisoč ljudi in da je kar huda borba med nami, kako tiste najboljše talente privabiti v svojo sredino. Ne. Tukaj smo vsi malo na poti, po drugi strani je pa dobro, ne, ker vsi skupaj smo dvignili nogomet na višjo raven in tudi lažje pritegnemo igralce iz drugih sredin v naš okoliš. Omenili ste vas klasiko, torej dvoboj med Radomljami in Dobom. Je to posebna tekma? Je to tekma, ki je, lahko rečemo na nek način, za vaš klub tudi vrhunec članskega nogometa v eni sezoni? Ja, absolutno, seveda je. Vas klasiko je ena taka zgodba, vsako leto dvakrat. V takšnih tekmah nikoli ne veš. Ne? Ekipi sta izenačeni in takrat igrajo emocije, igrajo še druge stvari, tako da se veselim 13. maja, ko Dob prihaja v Radomlje, nedelja in mislim, da bo en lep športni dogodek.
Nista se še dotaknila infrastrukture. Vi ste v tem pogledu na nek način poseben klub v slovenskem nogometnem prostoru. Domujete na športnem parku Radomlje, kjer pa niste povsem sami. Zanima me najprej, kako je urejeno z lastniško strukturo oziroma kdo je lastnik športnega parka Radomlje? Ja, mislim, da je naša situacija malo specifična. Lastnik našega parka je podjetje Športni park R d.o.o., ki je v privatni lasti. Seveda to prinaša določene prednosti in seveda tudi slabosti. Prednosti so v tem, da sami razpolagamo z termini, z vsemi objekti, ki so v športnem parku. Nogometni klub je namreč upravitelj tega parka. Slabost je pa ta, da za razliko od drugih klubov v Sloveniji, kjer zavodi za šport po veliki večini skrbijo za vzdrževanje vseh teh objektov, mi za to skrbimo sami. In na leto je to strošek blizu 100.000 evrov in to je dodatno breme za našo zgodbo. Ampak zaenkrat to nekako zmoremo in poskušamo z dogodki, turnirji, oddajanjem igrišč v najem nekako pridobiti sredstva, ki vsaj delno pokrivajo vzdrževalne stroške. Omenili ste ostale aktivnosti, v Radomljah pa se teh dodatnih aktivnosti, ne nogometnih aktivnosti, odvija kar precej. Imate jesenske aktivnosti med jesenskimi šolskimi počitnicami, poletne nogometne šole, tudi koncerti se dogajajo v vaših prostorih oziroma na športnem parku Radomlje. Je to tisti tržni del, ki ga najverjetneje pokrivate s stroški, ki nastanejo skozi leto? Ja, res je, mi ogromno tega delamo. Vsako leto prvomajsko kresovanje, vsako leto poletni tabor, 3 ali 4 termini, 2, mogoče 3 koncerti, ogromno nogometnih turnirjev, zimska liga, jesenske počitnice, zimske počitnice, nekako športno varstvo. Še nekaj tega imamo v planu. Na tem mestu se moram zahvaliti in želim zahvaliti vsem staršem, vsem prostovoljcem, ki pomagajo, da to sploh lahko peljemo. Gre za ogromno dela, ki ga praktično brez težav zagotovimo, ker mislim, da imamo neko dušo kluba, da imamo starše, da imamo prijatelje kluba, ki z veseljem pomagajo ob takih dogodkih. Če bi morali vse ti ljudi plačati, potem verjemite mi, da bi bilo teh dogodkov veliko manj. Je ta pripadnost, ki se z volonterstvom razvija nekako usporedno, za klub najverjetneje zelo pomembna zadeva? To je zelo pomembno in tukaj je glavni izziv. Ko ti preskakuješ, ko se dviguješ in gre nivo igranja nogometa gor, seveda prihaja profesionalizem. In potem imaš težavo, nekatere ljudi, nekatere strokovnjake moraš plačati, po drugi strani pa še vedno si odvisen od tega volonterskega prostovoljnega dela. Brez tega klub, kot je Radomlje, ne more preživeti. In dokler sem predsednik, bom naredil vse, da to zadržimo. Seveda pa je veliko težav. Saj veste, 11 fantov lahko igra, teh 11 in njihovi starši so zadovoljni, pri vseh ostalih je pa določen problem. Pride do nezadovoljstva, zakaj moj ne igra, ja zdaj, če pa ne igra, pa ne bom delal. In seveda s temi stvarmi se potem moramo ukvarjati. In tukaj je kar en izziv. Večkrat se vprašam, pa mogoče pa res boljš, da igramo nekje v nižjem rangu tekmovanja, si prvošmo to, kar lahko, pa se imamo dobro. Po drugi strani pa ta tekmovalna ambicija, ki je definitivno prisotna in mislim, da je to prav in športno, tam pa seveda prihaja potem do teh izzivov. Gospod Matjaž Marinšek, hvala lepa za vaš čas, za pogovor, ki ste si ga vzeli z nami in želim vam še obilo mandatov kot predsednik nogometnega kluba Radomlje in seveda veliko športnih uspehov. Hvala lepa, z veseljem. Za vas, spoštovano občinstvo, pa smo tudi tokrat pripravili nekaj zanimivosti iz družabnih omrežij. No, v naslednji oddaji pa se znova vidimo z zanimivo tekmo in zato ostanite naši zvesti gledalci. Nasvidenje!
Najboljši posameznik tekme med Ašk Bravo in NK Zarica Kranj je bil zagotovo 18-letni Haris Kadžič, ki je dosegel prvi hat-trik v drugi slovenski nogometni ligi. Podmladek nogometnega kluba Drava je v letošnji sezoni opravil izjemno delo in se vrnil v prvoligaško druščino. Morda lahko prihodnje leto med člani vidimo kakšnega mladinca iz Ptuja. Nogometni klub Radomlje je prejšnji konec tedna zabeležil izjemen klubski uspeh, saj so slavile vse selekcije od U12 do članov.